Živijo. Ziher ste se šli že kdaj tisto igro, ko se sprašuješ, kaj bi vzel s sabo na samotni otok? Eno stvar. In moja ena stvar je tale magičen kufrček. Kaj je notri? Vse, kar jaz potrebujem za preživetje, vse razen hrane. Pa tudi s tem se da dobiti hrano, tako da boste videli. Kdor je gledal kakšne moje Parkside projekte za nazaj, je ta kufrček zagotovo videl. Zdaj pa lahko pogledamo, kaj je not, esencialnega. Lahko bi ga poimenovali esencialni Parkside kufrček. Imam ga pa zmer čist blizu sebe, v maksimalnem radiju 5 metrov okrog sebe. Če sem v stanovanju, ga imam spravljenega na balkonu, grem v kombi, ga dam zadaj v prtljažnik. Grem na kofe, v roke, pa gremo povsod. Pa da ne bo kdo mislil, da se tak kufer da sestaviti kar čez noč, da ti kar veš, kaj je esencialenega. Ne, to je v bistvu leta izkušenj, ko tavaš po tem svetu, raziskuješ, delaš projekte in vidiš, kaj ti manjka. Pogledamo? Ja, pogledamo, kaj je not. Za vsako stvar bi povedal, zakaj je noter. Ne boste verjeli, prva stvar, rokavice. Morate vedeti, da med vami in orodjem je kontakt, ki ga imate, je roka. In ta roka mora biti zaščitena, zato da boste roko imeli za vrsto let in jo zaščitimo z rokavico. Tako da to je naš prvi stik z orodjem in če hočemo imeti orodje v roki, rabimo najprej rokavice. Naslednja stvar, ki bi jo rad predstavil, je živalca, ki je prišla s tem kufrom v osnovi. Uporabljam ga, jaz mislim, da vsak dan, ga že kateri dan nisem uporabljal. Meni se isto zdi. V glavnem vrtalnik, baterijski, zraven imam zmer baterijo in pa polnilec. In to mislim, da je edino električno orodje, oziroma še eno električno orodje, potem se pa neha. To je pa mini priročen vrtalnik, ga imam pa tako v žepu in pride prav tam, kjer so zelo nedostopna mesta, ali pa kot zanimivost, čisto najbolj tako prijetno orodje za dač otrok. Polne se pa na USB-C, zato mi je tudi eno od ljubših stvari, tako da... Kje si ga imel s sabo? Kje pa sem imel s sabo? Pustovanje cirka. Ja, točno, ko sem bil na Šemljenu, Parkside Mojstra, sem s tem orodjem po pustnem karnevalno nekaj počenil. Ja. Naslednja stvar bi rekel meter, nujno. 5-metrski meter, super stvar. Klado, isto. Pri kladivu se da sploh kaj povedati, da nekaj, kar že ne bi človek vedel, pač primeš klado in udariš nekaj. In tu se na dnevni bazi dogaja in kladivo zato potrebujemo. Pri projektih ste ziher že videli kotnik, veliko uporabljam. To je pri delu recimo z lesom, mi pride velikokrat prav, če rabiš pod 90 stopinj odrezati nek kos lesa. In ko imamo v mislih uporabo kotnika, pride zraven prav še svinčnik. Orodje, ki sem se ga zelo veselil, ko sem ga dobil, lani sem si ga omislil, so tele univerzalne klešče, kompaktne zelo in pridejo prav, se pravi kot kombinirke, potem razni nožki, žagice, ampak predvsem kot klešče pridejo zelo prav. Tudi je pač v kamot sem takole v žepu, to je res taka priročna zadeva. Letošnji nakup sem se veselil, ker delam veliko z lesom. Je pa tale, mislim, da se reče japonska žaga, ampak ne me držati za besedo. Taka fina žaga, zelo lep rez ima, zelo ne poškoduje les tam, kjer ga režeš. In tudi zelo hitro se da rezati z njo, ima zelo dobro ostrino in se še lepo zloži. In z tega vidika je zelo dobro, ker lahko dam jaz v ta moj magični kufer. Naslednje orodje je tale raglja. Zakaj mi je všeč, je pa, ker je zelo kompaktna, ker nimam 20 nastavkov, ampak imam samo enega univerzalnega in lahko v bistvu praktično bilo kater vijak do velikosti 21 mm lahko priviješ ali podviješ s tem enim ključem. To je zelo zanimiva zadeva. V zgornjem nadstropju imamo še čopič,
V bistvu enega, zato ker ni veliko prostora, en tak čim bolj univerzalen, da lahko dosti majhne stvari hkrati pa tudi kakšno večjo vseeno prebarvaš. Potem vrvica, tam okrog 50 metrov jo kar rabiš. Pride zmer prav čim močnejšo, pa dosti tanka še zmer, da pač lahko jo spraviš noter. Naslednja stvar, za fitness, tale elastika. Ni za telovadbo, nego je za karkoli. Spet ne vemo zakaj. Lahko da pride prav, ko neki v avtu vozimo, pa hočemo pričvrstiti, da je bolj varen prevoz. Lahko povežeš dve stvari, s katerimi delaš, pa bi rad, da jih tišči skupaj, da gremo v spodnji štuk. No, kar pa lahko. Ker ni noter v kovčku veliko prostora, imam zaenkrat samo en ključ in to je ključ številka 10, ki je najbolj pogost. Potem imamo nožič. To je tak univerzalen delavski nož z rezili, ki se jih da menjati. In pa rezila imam tudi tukaj spravljena posebej, čibice. Potem naslednja stvar so tile imbus ključi. Eden mi že manjka, ampak se da tudi, če ti en manjka, se da še zmer preživeti. Neka lopatica za karkoli, tu pač ne vem, malo neki silikonom neki potegneš, pa rabiš to stvar, ali neki pokitaš, pa rabiš zgladiti. Vse vidite že, da se ful uporablja, tako da iz tega vidika, če nekaj vidite, da ima znake uporabe, pomeni, da je prav, da je v kovčku. Zdaj gremo pa že proti koncu. Kar se tiče elektrike, imam dve stvari. Za recimo, da popraviš kakšno stikalo ali pa vtičnico, imam ta Isolertrack pa fazen briefer. Ne vem, kaj je prevod. Cvedrov, ki je prišel zraven tega kovčka, in sicer dva tipa, les pa kovina. Potem pa zadnja stvar za našo mašinco so pa set nastavkov. Tukaj so križni pa še neki, ne poznam vseh imen, in pa Torx nastavki pa klasičen raven nastavk. In tle se zaključ. Kot vidite, se da ful veliko lahko v en tak majhen kufrček. Še zmer je dosti lahek, da ga lahko vzameš kam s sabo. Tako, super zadeva. Vse, kar je osnovnega, ste zdaj spoznali, ampak pri meni se pri osnovih še ne konča, ker treba jih daj še korak dlje v življenju. In, ker smo se tako dobro povezali, vam bom kot kolegom pokazal še, kaj je ta moj naslednji korak. Ker pri Parkside projektih, kot veste, so nekateri tudi malo bolj kompleksni, da pride do boljših rezultatov in je treba imeti tudi več orodja. Če imaš pa veliko orodja, je treba nek prostor imeti. No, jaz sem začel delati ta prostor, oziroma skupaj smo ga z očetom delala zadnjih nekaj dni. In tle not bo vse, tu bo Parkside prostor, tle not bo, ko boš nekaj hotel iti narediti, boš vedel, ok, tle imam ta stroj, tle imam ta stroj, pridite jih pogledati. Tle jih je čuda. Not bo imel vse od reskarja, obodne žage, motorka, brusilnik, macola, vse. Večina teh orodij je malo manj prenosnih, zato sem se tudi odločil, da pač jih ne bom nosil s sabo vse posod v življenju in so na voljo tukaj za mene, pa tudi za ostale družinske člane. Edin Klara se še ni nekaj velik tega, ni bila kaj velik tukaj blizu. Pardon. Tako iz kufra sem vse ven zmetal, zdaj pa lepo lično nazaj noter pospravil. Vi mi pa ta čas povejte, kaj bi pa vi v svoj kufr dali. Kaj boste, ne bi, ker je treba. Se vidimo pa na naslednjem Parkside projektu. Ajde, živeli.